V mladem forumu SD se odgovorno zavedamo, da so vsakršne spremembe, ki se dotikajo nas mladih, še kako zelo občutljive. S tem namenom smo se odločili, da konstruktivno pristopimo s svojim predlogom k napovedanim reformam na mladinskem področju. V mesecu novembru smo predstavili svoj predlog o novi obliki dela na trgu, o malem delu. Dober mesec nazaj smo predlagali ustanovitev mladinske fundacije, danes pa predstavljamo še svoj predlog na področju štipendiranja, za katerega smo mnenja, da mora začeti veljati istočasno z napovedano uvedbo malega dela. V mladem forumu SD predlagamo uvedbo tako imenovane univerzalne štipendije, torej štipendije za vse aktivno šolajoče študentke in študente. V našem predlaganem sistemu bo pred pričetkom študija vsak novi študent z državo podpisal pogodbo po principu vavčerja. Vsak redni študent bo dobil štipendijo za obdobje števila letnikov prvega in druge bolonjske stopnje. Za končanje študija ima na voljo število let izračunano po naslednji formuli. Torej kot prvo število letnikov plus absolventsko leto plus dodatno leto. Vkolikor v tem časovnem obdobju ne doštudira, mora štipendijo v državi vrniti, zahtevana višina vrnjene štipendije pa se bo določila na podlagi pravnih obveznosti študenta. Študentom, ki študirajo izven kraja svojega stalnega prebivališča, bi po našem predlogu prejeli k štipendiji dodatek za prevoz oziroma dodatek, s katerim se pokrije strošek prebivališča v kraju študija. Dodatek za prevoz se povečuje progresivno glede na oddaljenost v kilometrih, kot je urejeno že v dosedanji zakonodaji. Dodatek za prebivališče prejemajo študentje potem, ko se podpiše pogodba med njim, najemodajalcem in državo, torej tako, kot deluje dosedanji sistem subvencij za bivanje v kraju študija. Verjetno se marsikateri osebi ob napovedanem našem predlogu pojavi vprašanje, kako bo z bodočimi oziroma z ostalimi štipendijami, na primer za Zoisovo in kadrovsko štipendijo. V mladem forumu SD smo mnenja, da je potrebno, da se omenjene obliki štipendiranja ostajata, saj smo mnenja, da za tiste študente, ki so nadpovprečno uspešni, ostaja način nadgrajevanja. To nadgrajevanje naj bo v obliki posebnega dodatka k univerzalni štipendiji in se našteje k vsoti, ki jo mora vsak študent v primeru nedokončanja študija vrniti. Ko govorimo o kadrovski štipendiji, v mladem forumu SD verjamemo, da bi se ob našem predlogu število letih povečalo, saj predvidevamo, da bi zaradi univerzalne štipendije, katero bi dobivali vsi študentje, se dejansko zmanjšala višina kadrovskih štipendij in bi lahko posledično letih bilo več. Vladi tudi predlagamo, da se omogoči, da se zavezanci za dohodnino lahko odločijo nameniti 0,5% skladu za štipendiranje. Na koncu pa se verjetno vsem poraja vprašanje, kaj sledi v primeru oziroma da se študentka oziroma študent odločita, da ne bi želela prejemati državne univerzalne štipendije. Stvar je popolnoma preprosta. Enostavno se to ne bo vplivalo na njen status in boste lahko normalno upravljali svoj študijski proces. Vkolikor bi se redni študent, ki je zavrnil univerzalno štipendijo, zanjo odločil kasneje, bi lahko prejemal za tisto število letnikov, ki jih še mora opraviti na prvi in drugi bolonjski stopnji svojega študija. Število let, ki jih ima študent na voljo za dokončanje študija, brez da bi bilo potrebno vrniti štipendijo, pa bi se zmanjšalo za število let, kolikor jih je ta študent že študira. V mladem forumu SD želimo z omenjenim predlogom omogočiti, da študentom ne bo potrebno delati, da bodo lahko študirali, posledično se bolj posvetili svojemu študiju, če pa bodo imeli željo po dodatku in pridobivanje izkušenj, pa bodo lahko opravili še vedno delo. Naj država pokaže svojo še večjo željo po družbi visokega znanja in socialne države tudi pri študentih.